Tako, en lep dober dan na našem ponedeljkovem srečanju, ki je tokrat izjemoma v sredo. Začenjamo novi cikel ponedeljkovih srečanj, letos smo ga poimenovali Ta nori, krasni svet. Danes v malo drugačnem okolju, verjetno veste vsi zakaj, tudi zaradi tega, ker imamo tam točko popisa. Verjetno vsi veste, da če je več kot 10 ljudi prisotnih na prireditvi, smo mi dolžni pobirati njihove podatke. Ti vaši podatki ne grejo nikamor, mi jih zdajle deponiramo, zložimo po 30 dneh, če bo vse v redu in upamo in verjamemo, da bo, se ti podatki uničijo. Ne uporabljamo jih tudi ne za obveščanje, tako da ne bi, če je slučajno kdo prvič tukaj, pa če želi dobivati obvestila, mora me še vseeno malo podregati in poklicati, da mu pošljem obvestila. Drugače pa res lep pozdrav. O tem norem svetu, lepem in norem bomo govorili in Karel, hvala, da si zopet z nami, zopet v živo. Upamo, da bomo ponedeljke speljali, vse tja do marca imamo, ravno prej sva nekaj datumov že, oziroma vse datume sva določila. Upamo, da jih bomo speljali v živo, morda naslednji mesec še tukaj, če ne pa v naši zgornji veliki dvorani, kjer lahko zagotavljamo primerno razdaljo. Tako da, dobrodošel in beseda je kar tvoja. Ja, ta krasni nori svet, ne. Vsi vemo, to je pisalo tudi v napovedniku, tako zanimivo in lepo. Vsi vidimo, da je ta svet res krasen, toliko lepote je v njem. Prej mi je gospa pripovedovala o lepoti, če se zazreš v otroka, kako te to umiri, kako vidiš res tisto pristno človečnost, ne. In potem pogledaš nas, odrasle, velike, izobražene, pametne, pa toliko nespametnosti, ne. V kaj vse smo zavozili ta naš krasni svet, ki bi lahko imel tudi pečat človečnosti, ima pa vse prevečkrat in premočno pečat tistega, kar vzbuja trpljenje, stisko, bolečino, razočaranje, osamljenost. Vse tisto, kar ni v kontekstu naše duše, kar nas boli, kar prebuja solze in eno globoko notranjo osamljenost. Z vami bom v tem ciklusu predavanj čez leto razmišljal, zakaj tako, ne? Oziroma, ali ni tako tudi zato, ker nas na nek način programirajo v delovanje, ki je v nasprotju s tem, kar nosimo kot otroci v sebi. Če ti pogledaš otroke, recimo v peskovniku, mislim, da sem vam to že pripovedoval, to podobo, ne, potem vidiš, recimo, kako znajo med seboj sodelovati, kako se znajo dopolnjevati. Ker imajo isti cilj, torej graditi svoj mini svet v peskovniku, se z neverjetno, bi rekel, naglico dogovorijo, kdo bo kaj, in če vidijo, da nekdo za nekaj ni in da bi bil bolj sposoben za drugo, ga hitro umestijo v tisto delo, ker je najbolj uspešen. Tudi če se sprejo, ne, kajti konflikt ni razlog za razdor, ampak za premagovanje nasproti, ne, da pridemo iz te situacije na višjo stopnjo. Tudi konflikt znajo neverjetno naglico razrešiti. Mi odrasli bi pravzaprav morali štopati, kako hitro znajo razrešiti konflikt še neizobraženi, še ne dovolj oblikovani otroci in potem mi, ne, ki smo pametni, izobraženi, oblikovani, ki se štejemo, da smo več, kakor pa tisti še nebogljeni otročiči. Pogosto se spomnim, ko je Jezus postavil v sredo farizejev in saducejev, torej izjemno pametnih, študiranih, pravičnih ljudi, otroke, in je rekel, če ne postanete kakor otroci, ne boste dosegli, on rekel, nebeškega kraljestva, ampak to pomeni tisto kraljevsko prijetno vzdušje tukaj med vami. Otroci so nam lahko marsičem zgled. Mi odrasli pa, kaj storimo? Prepogosto, ne, te male otroke, ki imajo izjemno dobre nastavke za sodelovanje in dopolnjevanje, ne. Saj tudi, kot sem rekel, tudi oni se znajo spreti. Mi smo urejeni v svet dvojnosti, mi smo v odnosu
drugi in drugačni, ne? In ta drugost in drugačnost nas lahko hitro zapelje v konflikt, ampak imamo pa izjemno dobre nastavke za sodelovanje in dopolnjevanje. Namesto, da bi te nastavke sodelovanja in dopolnjevanja izkoristili in usmerili, usposobili otroke ne za dvobojevanje, ne za izključujočo tekmovalnost, ker mora en biti prvi, najboljši, vsi ostali pa so podcenjeni, ampak za tisto sodelovanje, kjer bi bil vsak prepoznan v svoji osebni odličnosti, ne? Potem v te otroke, in o tem bomo razmišljali, tudi s pomočjo iger na nek način upeljemo v to, kar je problematično. Platon je rekel, čuvajte, kakšne zgodbe govorite otrokom, ne, čuvajte. Te zgodbe so simboli in se v pripovedi, v dogajanju vtisnejo v nezavedno otroka. Zgodbe so formule, kako delovati in kako razreševati situacije v tem svetu. In je prav tako rekel Platon, pazite, kaj se vaši otroci igrajo. Igre morajo biti v konceptu sodelovanja in dopolnjevanja, ne pa tiste izključujoče tekmovalnosti, v kateri nam govori, tem namreč tudi pišem knjigo, isto bo naslovljena, Ta krasni nori svet, v katerem nam govori šah. Šah, igra šaha, ta prastara igra, naj bi izhajala iz Indije, ampak to je prastara igra, zelo dobro govori, kakšen je koncept manipulacije. Igra, ki jo igramo, nam lahko pomaga, da postanemo kraljevski. Kajti kraljevski je tisti, ki doume koncept manipulacij, ki jih predstavlja šah na šahovnici oziroma igra, ki jo igrajo z nami na šahovnici sveta. Če ti to igro doumeš in jo prerasteš, o tem bomo danes mimogrede govorili, prihodnjič pa nekaj več, potem postaneš kraljevski. Kaj govori igra šaha, da vladaš in obvladaš to situacijo sveta? Kaj je koncept, ki smo mu danes priča? Ne? Polarizacija. Šahovnica mora biti razdeljena na dvoje. Glejte, to je zelo lahko narediti, kajti mi smo rojeni v svet polarizacije, v svet dvojnosti. Mi se dvobojevati znamo, sodelovati se moramo pa naučiti. In če nas nekdo že v izhodišču upelje, ne, kasneje bomo razmišljali v igri med dvema ognjama, nas deli na dva tabora, na naše in na naše, ne, na bele in črne figure. Ne. Če pademo v ta koncept, vemo, kakšna bo posledica. Ne. Vojne na tem svetu se ne bodo končale. Ne bodo se končale. Zakaj ne? Zato, ker bodo postavili odločujočega, na videz odločujočega na levi, na črni, sem rekel, misliš na levi in desni strani, ja. Lahko rečemo beli, črni, levi, desni, kakršne republikanci, demokrati, kakršenkoli že, ne. Na vsaki strani si postavimo liderja. Ne. Zdaj vidimo v Ameriki, ne. Na eni strani bo Trump, na drugi strani bo Biden. Je Biden? Ali kjer ne? Vsekakor. Ampak ne, biti mora lider, biti mora kralj. Ampak gledajte, ko izberejo Bidena, pač mi vemo, ne, da je eden izmed ljudstva, ki so ga postavili v funkcijo. Ne. Tudi ko izberejo na šahovnici je kralj pa kraljica, ne, na eni in drugi strani, veste, kraljica je navadna preoblečena kmetica. Nič več ni. Ampak so jo oblekli, jo dali v prestiž, jo okronali, dali privilegij in mi se je klanjamo. Ne? Zakaj? Ker rabimo. Ne? V Stari zavezi beremo eno zgodbo, ko so si Izraelci zaželeli, da bi imeli tudi kralja, da ne bi imeli samo razsodnike, ne? Kajti včasih so svet vodili svečeniki in modreci, ne? Druidi, recimo pri Keltih, ne politiki, druidi so bili vrhovni. Oni so bili tisti, ki so pazili, da niso ljudje padli v svet, v igro dvojnosti, dvobojevanja, izključevanja. Ne? Ampak pač Izraelci so si želeli, da ne bi imeli samo razsodnike, preroke, ampak da bi imeli tudi oni kralja. Ne? In takrat prerok pove zgodbo, šla so drevesa, da si izberejo kralja.
in grejo k oljki, ali bi bila ti naš kralj, pa oljka zavrne, ker ima mnogo plemenitejše poslanstvo, ne, in tako naprej. Na koncu pridejo do trnevega grma, ki to funkcijo sprejme. Ne. Izberemo si izmed sebe nekoga in ga postavimo za kralja. Ne. Isto, ne, na šahovnici mora biti kralj. Kralj, ki ima na svoji levi in na svoji desni, ne, ki ima za levo in desno roko, ne, svoje bi rekel, upravnike, tisti, ki so na pomembnih funkcijah, v ospredju pa ima kaj? Kmete, ne, vojsko, soldate, tisti, ki so vredni en sold oziroma skoraj nič. Ne. In potem kaj? Potem se je treba dvobojevati, eden mora zmagati. Ne. Sprožiti je treba konflikt, sprožiti je treba vojno. In seveda, kdo naredi prvo potezo naredi kmet. Kmet odpre igro, kmeta daš v prvo bojno vrsto. Ne. Večkrat pomislim recimo na Prvo svetovno vojno, lahko bi tudi na druge vojne pomislil. Ne. Za en hrib svetega, ne vem, kako se že imenuje, je padlo torej na enem malem področju 40 000 soldatov. Ne. 40 000 fantov. Ne. Ampak veste, vsak fant je svoja zgodba, vsak fant je družina, to so trpeči. Kdo se ima pravico na tak način igrati z nami? Oziroma, koliko časa bomo še mi dopustili, Šah nam o tem govori, kasneje bom razložil, ne, še druge igre, ki podprejo ta koncept, ki uvajajo ta koncept. Ne. Kdo si lahko dovoli, da pošilja v smrt, ne, kot nič, praktično nič vredne ljudi, ki ima vsak za sabo zgodbo. Veste, koliko trpljenja, koliko stisk. Mi še pa kar naprej igramo to igro. Ja, tudi danes jo igramo. Še vedno v konceptu naših in ne naših. Ne. Saj veste, naši so tisti, ne, ko smo tudi mi, ne, del njih, mi se počutimo med njimi, ker smo rojeni svet dvojnosti. Mi bomo vedno v skušnjavi, da se bomo zaprli v našo sveto religijo, ne, proti onim, ne, ki so gotovo heretiki. Ne. Tudi v tezah, mislim, da v rdečih in modrih opozarjam na nevarnost monoteizma. Ne. Politeizem, ne, je dopuščal, no, so lahko tudi raznoliki, se lahko tudi skozi raznolikost Bog, tisti, ki je v ozadju, tisto, kar imenujemo Bog, se lahko približuje človeku. V monoteizmu ni tako. Mi imamo resnico in vemo, da samo mi imamo resnico. Ne. Se zdaj cerkev recimo ne uči več, ne, edino zveličavno, ne, ampak do drugega Vatikanskega tako je učila, ne, vsi ostali so bili pogubljeni. Ne. Veste, mi imamo resnico, drugi je pač nimajo. Ne. In dokler je čas jih toleriramo, drugače pa bož, da jih ne bi bilo. Ne. Ne. Še bolj skrajno se to dogodi, recimo lahko znotraj religije. Ne. Eni bodo večno žurirali v nebesih, drugi bodo večno trpeli. In neka mama, ki bo večno žurirala v nebesih in bo vsa happy prepevala Bogu slavospeve, bo čisto mirna, če bi bil njen otrok v večnem, veste, v trpljenju. To so take, veste, ta polarizacija, ki je urojena v koncept, tudi religiozni koncept, je strašno nevarna, ker mi se na njo udamo. Pa naj gre za podobo nebes in pekla, ali pa naj bo podobo naših vojakov zoper ne naše vojake, oziroma kasneje bi lahko rekel tudi fuzbal, naša ekipa. Zdaj sem imel čez vikend, so bili pri meni v obisku prijatelji, eden je zagreti fuzbaler, ki je moral zaradi tega tudi prej domov, da je šel na tekmo. Ne. Naši morajo zmagati, oni morajo biti pa poraženi, in ko naši zmagajo, je to tak fajn občutek. Sej to v redu, da ne boste mislili, kaj je proti fuzbalu. Ampak je nevaren koncept in Platon bi se na ta koncept, čeprav ni bil kristjan, pokrižal, ker je skrajno problematičen. Ampak ta koncept prikazuje igra šaha. Ne? Razdeli na dvoje in jih dejansko in izkoristi njihovo vrojenost v polarizacijo, prestraši jih zoper one, ne naše, in sproži konflikt, sproži vojno. Ne? Na kak bedaste načine sproži vojno, kaki bedasti razlogi so, da sprožijo vojno, ampak vedno predhodno ustavijo strah, ne? In pa potrebo, da izničiš tistega, ki se ga bojiš. Ne? Strah je pandemija strahu,
je običajno veliko hujša od pandemije kakršnega koli virusa. No in potem imaš tam, kot sem rekel, kralj, ne? Tudi kralj je, ne samo kraljica, tudi kralj je samo našemljen kmet. Ne? Kako se pa lahko na šahovnici giba, ne? Zelo okorno se giblja. Ena poteza sem, ena poteza tja. In vsi ga morajo ščititi, ne? Vsi ga morajo ščititi, on ima službo, ne? Veste, to je tisto, ne? Ljudstvo izbere nekoga, ne? Ga izvoli in potem se on obda, če zdaj pogledamo situacijo v svetu, potem se on obda z vojsko, ki ga ščiti pred ljudstvom, ne? Paradoks. Ampak mi smo še vedno v tem konceptu. In vsaki figuri, nimam korone, sam zaletel sem je, Jana je rekla, če bi rabo vodo, pa bi mogoče res, imate tukaj blizu kaj vodo? Lahko tudi tisto iz stranišča prineseš. Sam iz pipe natoči. Ja, tam gospa že pije pametno. Ja, vsakemu določiš, kako se pravilno giba. Ti veš, kako se moraš pravilno gibati, vsaka figura se lahko giba samo tako. Tudi nam določijo, kako lahko v družbi ravnamo, kako se lahko gibamo, da smo pametni in da ravnamo pravilno. In izven tega se zelo, zelo težko odločimo, da bi ravnali drugače. Jaz sem bral eno knjigo, ki mi je posodila Jana, nekaj v tiraniji, ne? In tam opisuje situacijo v Hitlerjevi Nemčiji, kako so se mu vse službe podredile, v hipu podredile, ker on ne bi mogel speljati te svoje zločinskosti, ne? Če se mu ne bi družbe podredile. Ampak so se mu podredili in so začeli delati po zakonih. Tudi če je bilo to v nasprotju z etiko, tudi če je bilo to v nasprotju, in vsi so se potem izgovarjali, nekaj, delamo po zakonih, premikamo se tako, kot nam je bilo določeno, kot je edino prav. In je popolnoma vseeno, a je to prav, a je to etično, a je to dopustno. Ne, tako je bilo določeno in mi slepo izvršujemo naročena povelja. To mi vedno prihaja v spomin poslušanje oddaje Svetovalni servis, ko so gostili eno inšpektorico, ki skrbi za čistost vodovodnih sistemov, torej tudi za kloriranje. In ona je zelo lepo razložila, da klor sam po sebi niti ni tako problematičen, če je v čisti vodi, ne? Če pa je klor v umazani vodi, pa tvori kloride. Kloridi so pa res problematični, ker so rakotvorni. In seveda je nek poslušalec, bilo bi čudno, če ne bi poklical in zastavil vprašanje, ampak oprostite, ne, če je voda čista, klora tako ne potrebuje. Če je pa onesnažena in date noter klor, tvorite kloride, ki so pa rakotvorni. Kje je zdaj tu logika? In ona je rekla, tako piše v zakonu. Razumete? Kdo piše zakone? A so ti zakoni v kontekstu človečnosti? Ali prebujajo človečnost? Ali pa so v kontekstu manipulacije? In zahtevajo od nas samo slepo poslušnost, v kateri si niti ne upaš kritičnih stvari povprašati, ne? Nelogičnih stvari povprašati, da te ne bi imeli za neumnega oziroma da ne bi izpadel. Se potegneš nazaj in si tihi izvrševalec. Ne? Veste, tako je bilo v času nacizma in tako je tudi v času hrematizma, ne? Ker je mnogo krivičnih določb, ki dopuščajo neenakost, ki dopuščajo razslojevanje, ki dopuščajo krivice, ki se dogajajo. Ampak mi delamo po zakonih in si rečeš, tako piše. Ampak drugi vatikanski koncil je rekel, ne bomo sojeni po predpisih, ampak po vesti. Ne? In to je postavil veliko prelomnico, ne samo recimo v odnosu na področju religije, ampak na odnosu področju človečnosti. Jaz ne bom presojen, a sem delal tako, kot mi je cerkev zapovedovala, ampak a sem delal po vesti. In knjige, ki jih pišem, delam po vesti, po navdihu. Ampak vsak človek mora delati po vesti, glede na kontekst prebujanja človečnosti. To je na vseh področjih. Tako v zdravstvu,
tako v sodstvu, tako v izobraževanju, tako v kmetijstvu, na vseh področjih. A delam po vesti ali pa slepo poslušam in se izgovarjam, da izpolnjujem samo ukaze. Ne? Šah. Mi smo pri šahu. Ne? Ja, razdeliti na dvoje, našemi dve funkcije, ne? In kako fajn se je našemi dve funkcije, ne? Kako fajn se sliši doktor Pater Karel Gržan. Duhovnik. Ne, jaz sem samo človek. In največ zagrenjenih, zafrustriranih ljudi sem srečal med doktorji znanosti, najmanj med kmeti. Razumete? Jaz sem samo človek. Tiste pa samo nekaj kaj. A sem kaj več od ne? Največ je otrok, ki je ohranjal pristnost. In dokaj se bom jaz obešal na nazive, pa na to, da nekaj sem, ne? Navzven v funkciji, sem samo navadna figura na šahovnici. Jaz se moram povrniti k samemu sebi. Ne, kot je pisal v Delfih, človek spoznaj samega sebe. Na Apolonovem svetišču je pisal, človek spoznaj samega sebe. In tisto svetišče je predstavljalo človekovo zunanjost, njegove funkcije, njegovo obliko, ne, njegovo podobo, njegov status, njegov figuro, ki jo je na šahovnici sveta. In ko je stopil človek v notrino samega sebe, znotraj vseh teh funkcij pa vsega tistega, ne, kar so mu družbeno pripeli, je pisalo in spoznal bo svet in Boga. Ko boš prišel nazaj k samemu sebi, ne, k svoji pristnosti, k svoji človečnosti, k svojemu otroku, ne, boš postal notranji bližnji vsem, ki mu obstaja. Ne na nivoju funkcij. Eni druščini sem bil, ki so mi naročili, da se moram predstaviti po funkciji. Ne. Veste, kakšna muka je bila poslušati tiste tipe tam, očitno zamorjene, identiteta je bil sam status, ki se je vsak predstavljal za funkcijo, ki jo je opravljal v družbi in seveda tudi za strokovnim nazivom, ki ga seveda ni hotel. Jaz sem pa potem čisto preprosto rekel Karel kmet, ker sem tudi kmet. Če so že hoteli funkcijo, Karel Gržan kmet. Veste, kako so se zdrznali? Pa so se me sicer precej izogibali, ne? Ker sem zmotil utečenost, veste. Na šahovnici mora biti vsak figura in ti moraš vedeti, kako se giblješ, kako se postaviš, ampak a je to človečnost, ne? Igra šaha nam vse da, ne? In potem ta hitra poteznost, ne, hitropotezni šah. Ne. Zakaj hitropotezni? Da ne razmišljaš preveč. Ne. Ti se obdaš z funkcijami, s številnimi opravki, da bežiš samo od sebe. Ne samo, da, ko ponujajo knjige, če naročite v 7 dneh, imate še to pa to ugodnost, ne. Čim prej, da ne razmišljaš, tudi funkcije. Mi se obdamo toliko tega, da lažje zdržimo v igri figure, in se ne vračamo k pristnosti, ker bi nas to zamorilo, ker bi mogoče celo srečali samih sebe in bi se začeli vračati človečnosti. Igra šaha vse pojasni. Ampak o tem bo prihodnjič več, bolj podrobno. Danes pa bi rad šel od igre šaha še naprej, ker ta igra šaha zrcali, ne, ko pridejo otroci iz peskovnika, ne, mi je bilo zelo všeč ta vikend, ena sorodnica tega zagretega fuzbalerja je tudi vzgojiteljica v vrtcu in je rekla, mi zelo pazimo, da se ne gremo iger tekmovalnosti, ampak se čim več iger sodelovanja in dopolnjevanja, v kateri je vsak ovrednoten glede na njegove danosti. Ne. Tako lepo mi je bilo to poslušati. Ne. Sam kaj pa pol, ko sem vprašal recimo v podružnični šoli kraja, kjer bivam, sem vprašal tam 3-letno deklico, ne, sem rekel, kaj pa se igrate pri telovadbi? In je ona rekla, kaj mislite, med 2 ognjema. Ne? Potem pa se polariziramo na 2 dela, izbereš kralja ene in druge ekipe in ona 2 volita, ne, kdo bo z njimi. In seveda, revčeki, ki niso pač, jaz sem dislektik, mene si lahko med 2 ognjema takoj zbil. In jaz po naravi nisem za streljanje in nisem za zbijanje,
Ampak sem zelo trpel, ker sem se trudil, da bi bil čim bolj normalen, kot moraš biti v tistem času, očitno še zdaj, normalen, kaj ti učitelji so pametni in ti seveda takoj padeš v igro, skozi katero ti nastavljajo shemo delovanja tudi za kasneje. Bom omenil debaterska tekmovanja. Ne? In pol on voli. In seveda mene so vedno zbrali te zadnjega, ne? Čist te zadnjega. Ne? Zakaj? Ja, ker si je hotel imeti nekoga, ki ga bojo tako izbili. Ne? In potem se je začela tekma in smo se zbijali. Kričali smo in uživali, če si kjerega ven vrgu. Ne? Veste, to je ta vzorec, ob katerem bi se Platon, ne bom rekel zdaj pokrižal, kot sem prej rekel, ampak držal za glavo in ne bi verjel, da je v konceptu izobraževanja, ne, ker beseda izobraziti pomeni iz obraza slehernega izhajati, kot smo že razmišljali, slehernika uvrednotiti v njegovi izvirnosti in ga opolnomočiti, ne pa zbijati. Ne. S tem, da ga pa prej že vadiš, da bo v tej ali oni religiji oziroma partiji, za katero bo prepričan, da je najboljša in da drugih ne bodi treba. Ne. Razumete, to je koncept, ki je zahojen. Na podlagi milijonov žrtv lahko rečemo, da je ta koncept zahojen in šah že dolgo časa igramo in šah ni kraljevska igra zato, ker ima kralja na šahovnici, ampak je kraljevski tisti, ki vidi to igro polarizacije in reče ne, jaz se pa tako več ne grem. Zato je šah kraljevska igra. In kdaj bomo mi postali kraljevski? Kdaj bomo začeli krepiti človečnosti? Kdaj bomo pa popustili, da nas uniformirajo na ono ali drugo stran? Resnica je samo ideološka. Razumete? Ja, edina resnica, ki je moja osebna spoznavna resničnost. Ampak če jaz želim preraščati, rast v uvidu, v spoznanjih, rabim drugega in drugačnega, rabim muslimana, rabim ne vem koga, da prisluhnem njemu, ker me bo osvobajal iz mojih miselnih ujetosti, iz mojih miselnih konceptov, da bom lahko rastel in preraščal naprej. To je sodelovanje in dopolnjevanje, zato je Platon, o tem bom govoril na koncu, predlagal, pa smo že tudi razmišljali, glasbo. Ne fuzbala, ne med dvema ognjema. Šah nam pa to kaže. Ne? Vprašanje je, kdaj bomo postali kraljevski? Kdaj bomo navadni kmetje v službi kraljev, ali pa kdaj boš navaden kralj, bel, tisti moment, ko si bel ali pa črn, si že tak, ne bom rekel kaj, ne? Kmet si pa tak ali tak. A je kaj bolj komičnega? Jaz včasih za ilustracijo, za kratek čas pogledam, kak sprejem recimo na danskem dvoru ali pa angleškem dvoru, ko vidiš tiste našemljene tipe, pa kaj se grejo, ma čisto preseravanje. Zunaj pa stojijo kmeti, vsi not padajo, tako radi imamo, veste, tiste, da imaš, ne, da izbereš ti, ne, se ti zdi, da si ti izbral enega za predsednika in potem pride in pol ti da roko in pol si 14 dni roke ne umivaš. Tak je kot ti. Zaupal si mu funkcijo. In prvo se vprašaj, je v igri polarizacije ali je v igri sodelovanja in dopolnjevanja. In ali si ti navaden kmet v njegovi igri. Tako srečen, da ima za hrbtom svojega kralja, pa sploh ne pomisliš, da te pošilja v prvo bojno linijo in da ga baš boli za tebe. On te nuca samo kot vojsko, kot število naših, da je močnejši in da se izpostavi kot močnejši kralj. Koncept, ki nam govori, kdaj ga bomo ozavestili. Jaz predlagam, da si da vsak, če imate kak sveti prostor, recimo oltarček, da si na tisti oltarček postavite šah, pa figure gor, pa se postavite pred ta šah in razmišljate o tem bedastem konceptu na šahovnici sveta in si rečete, ne, jaz bom pa kraljevski in božanski, ne grem se več igre, ne? Zato je Bog v podobi ne samo krščanstva, kot sveta trojica, kot trojstvo. Zato rabi element, božji delček, preraščanje tega, božji delček skupnih ciljev,
največji skupni cilj pa je poglabljanje človečnosti. Torej ne bomo se več igrali med dvema ognjema, jaz sem prepričan, da čez čas ne bodo mogli verjeti, da je bilo to mogoče, da je bila igra med dvema ognjema del pedagoškega procesa. Tudi ne razumem, kako strokovnjaki za pedagogiko, za izobraževanje upravičujejo to, ne? Ja, tekmovalnost, izključujoča. Ne? Zdaj pa si predstavljate, ne? Sem omenil, da sem bil dislektik. Kaj doživljajo otroci, ne? In ta deklica, ki sem jo vprašal, vem, da je tudi dislektik, ne? Vedno zbita, prva zbita in se mora iti to igro, v kateri bo vedno zbita, bo vedno najslabša, ne? To so eni koncepti, ki so skrajno nedopustni, ne? Grejo pa potem seveda ti koncepti naprej, ne? Ker veste, da ti igraš igro dvojnosti, da si figura, te morajo vzgajati v tej polarizaciji še naprej. In enkrat sem bil na tako imenovanem debaterskem tekmovanju in ko sem gledal to, veste, nisem se križal, ne? Ni pa veliko manjkalo, ne? Veste, kaj naredijo? Tam zberejo mlade, ki so miselno pronicljivi. Ne? Ampak ti moraš te mlade polarizirati. Ti moraš uniformirati, da bodo služili naši stvari. Ni važno, če je resnična, če je logična, če je etična. Važno je, da si ti tako miselno pronicljiv, da boš onega, tudi če zastopaš stališče netočnosti, premagal, da boš ti, ne? Da boš zmagal. Ne? Kaj je bilo pravilo? Dali so eno trditev in pa so izbrali skupino in so rekli, vi boste zagovarjali za, vi boste zagovarjali proti. Ne? In pa so se šli, so bili res miselno zelo pronicljivi. Ampak kar je mene zgrozil, vsak je slepo služil ali za ali proti. Ne? Prej sem omenjal fašizem, nacizem. Vsak uradnik je slepo služil za ali proti. To, kar so mu rekli. Ne? In je bil miselno zelo pronicljiv. Kaj pa je resnično? Ali je zmaga v sodelovanju, dopolnjevanju, medsebojnem osvetljevanju, iskanju skupnega cilja? Ali je zmaga v preraščanju, v poglobljenem uvidu? Ne. Ti moraš zmagati. In sem gledal nedavno po televiziji nekega, ki je bil zmagovalec v tem tekmovanju, kako slepo je zastopal samo naše. Pa zdaj čisto vseeno, na kateri strani. Zdaj to je čisto vseeno. Ker leva in desna stran imajo ta enaka pravila. Ne misli, da ima katerakoli stran, katerakoli religija, ne govorim o duhovnosti, ampak govorim o religioznosti, ki se oddalji od duhovnosti. V religioznosti, v kateri ni več duha, ampak je samo še institucija. Ne? Veste, vse imajo enaka pravila delovanja. Jaz sem skozi ta nekatera pravila šel in vem, kako delujejo. Zdaj bom pa moral vzeti, veste kaj, očala. Tu imam namreč napisano stopnje polarizacije. Prva stvar je, mi smo že tako vrojeni v dvojnost. Fajtati se znamo. Vse veste, kak ti paše, ne? Recimo, danes sem imel pogovor, sta prišla en gospod pa gospa, ne? Ki se znata zelo dobro sproščati v prepirih. Ne najdete pa skupnega jezika. Vse so jih že od malega vadili. Ne? En mora zmagati. In sprostiš se, kaj tak, da drugega zbiješ. Ne? Dva stopite v odnos kot najboljša priložnost za rast v odnosu, da boste odreševala v ljubezni to, kar nosite kot težko dediščino. To težko dediščino si boste sporočali tako, da si jo boste povzročala. Ne? In ker ste drug drugemu najboljša priložnost, pronicljivo izjemno dobro veste, kje so občutljive točke drug drugega. Ne? In zdaj, ali bo šlo za sodelovanje in dopolnjevanje, ne? To, kar smo že tudi razmišljali, da bo imel pozitivni pristop. Ti si vreden, ampak glej, tu mi greš na živce, tukaj imam v zadju en potencial, ki ga moram razrešiti, odrešiti v ljubezni, a boste šle v to, večina gre pa v dvobojevanje. Ne? Tako fajn se je sprostiti, ne? Pa ga zakajlaš, ne? Pa on tebe zakajla. Te ti ni najboljše fajn, ampak ga ti nazaj. Ne?
In pa se ujamejo v ping-pong, tuf, in se kregajo zaradi tako bedastih razlogov. Ne? Nič bistvenega ni. Ampak kaj? Gre samo za sporočanje, povzročanje prizadetosti. Raniš me, ranim te, raniš me, ranim te. Dvobojevanje na šahovnici družinskega prizorišča. Ne? Veste, kraljevski si, pa ko izstopiš iz tega, pa uzreš to početje, pa poiščeš tisto, kar bo za igrivost odnosa. Ne za dvobojevanje, ampak za igrivost, za dopolnjevanje, za preraščanje, katerim pa vodi tako ali tako napetost. Vse napetost mora biti, ker v napetosti je potencial, da gremo naprej, da nekaj, tudi to bomo imeli, ne, ker za medsebojne odnose, kdo nas za to usposobi? Nihče. To naj bi znali kar sami, kar tak samo po sebi. Imamo pa vzorce, ta par, se ga tako ne poznate, odkot je bil, ima dediščino, kot ste mi povedala, že lastnih staršev, pa starih staršev, ki so igrali ta koncept in preprosto ne znata ven. Treba bo neke stvari ozavestiti, mi jih bomo potem še skozi ta naše srečevanje. No, torej, urojeni smo v svet dvojnosti, torej ne sodelovati, ne dopolnjati, ampak med dvema ognjema, izključujoča tekmovalnost. Potem so še pa tu igre, že te igre, ne, so vzorci, ki nas na nek način, veste, naložijo program delovanja, zato so igre problematične, ker na nezavedni ravni dejansko naložijo shemo delovanja. Mi se gremo med dvema ognjema kot igro, potem pa med dvema ognjema tudi igramo na prizorišču sveta. Četrta stvar sem si napisal vizualizacijo. Ne? Mi je bilo zelo zanimivo ob tistih protestih prejšnjih, ki so bili, ko so umorili, zadušili enega temnopoltega Američana. Takrat je Biden rekel v Ameriki, da bi morali vaditi, kaj bi morali vaditi? Policisti, ne streljanje v glavo, ampak v noge. Pa sem si mislil, ne? Ker so mi pokazali, kakšne igrice igrajo otroci, ne? Otroci pa lahko vadijo kaj? Streljanje v glavo. Veste, otrok si v igricah, ki jih dobi, izbere orožje in potem strelja v glavo in dobi točke. Ne? Torej, policaji naj se vadijo streljati v noge, otroci pa, ne, ki imajo izjemno zaznavno, sprejemljivo možgane za te vzorčne informacije, ne, pa naj kar streljajo v glavo oziroma naj si privoščijo masaker, kakršnega jim pač ponujamo preko teh vizualizacij. No in potem imamo zaključni izlet osnovnošolcev zadnjega razreda v kraju, kjer bivam, je vseboval tudi paintball. Ne? In je bilo tako fajn. Ne? Še enkrat predhodno, ne? Veste, kaj je to, ne? Ko jih oblečajo, pa se streljajo, piše sicer, da se označijo z barvami, ne? Ampak oni se streljajo. Oni ne rečejo, da so se označevali z barvami, ampak da so se streljali. In že eden izmed predhodnih mladih mi je rekel, kako fajn je bilo, ko sem ga šicnil v glavo, škoda, da ni bilo zares. Ne? Vse jih vadimo, to je legalno, to je celo v okviru pedagoškega procesa. Nihče, razen en starš, deklica potem, ker ji pač ni bilo za to streljanje, ni šla na zaključni izlet, ampak drugače je bilo pa to najboljše, ne? Da so se streljali v okviru izobraževalnega programa, ne? V okviru šole. Začnemo med dvema ognjema. Veličastni zaključek je paintball, mi smo oboroženi, mi smo usposobljeni, da se bomo med seboj fajtali na prizorišču šahovnice tega sveta, ker nas bojo tako delili in se bomo sami delili na naše in ne naše in bomo nabirali energijo, ki jo bomo v danem potrebnem trenutku sprožili in bomo šli. Pa če nas bo padlo na enem hribu 40,000, veste, glejte, ampak jaz sem optimist, ne? Zavest se prebuja. Ne? Vedno večjim ljudem se zdi, da je to nelogično. Ampak zelo pomembno je pa, ali znamo izstopiti iz tega koncepta. Ne? Ali se bomo odločili, da bomo stopili iz ta koncept. Zadnjo točko imam tu ironizacijo.
ali bomo začeli ironizirati te nore koncepte. Ne se iti revolucijo, ker tisti, ki nas manipulirajo, tako hoče, da se gremo revolucijo. A bomo začeli ironizirati te nore koncepte in skozi ironijo preraščati norost, v katero nas želijo vplesti. To je vprašanje. In kdo bo to začel? Ali bo začel ti, ali bom začel jaz? To je vprašanje. Koliko časa bomo še molčali? Kajti molčati pomeni tiho sodelovati, se strinjati. Če je ne vem kje, priredijo nekaj, ker sodelujejo vaši otroci in jih vržejo v ta koncept, ali bomo dvignili glavo, ali bomo dvignili s ponosom potem tudi svoj glas in bomo zastavili besedo za sodelovanje in dopolnjevanje. Se najlažje se pa fajtati, to znamo, pa tako paše. Paše, če ga premagaš, drugače pa že ne biraš energijo, kaj ga boš drugič na gobec. Paše. Priznajmo si, paše. Vrojeni smo v svet dvojnosti. Ampak koliko časa nam bo zaradi tega pasanja na tem svetu še tako zelo hudo? Sem nam še ne? Ampak ko se pa fajtajo kje drugje, mi to gledamo, poročila, to so samo poročila. Ali ozaveščamo ta koncept, zato sem rekel, dajte si na oltarček šahovnico. Ali pa na tej šahovnici prižgite svečko, če niste religiozni. Svečko, na to norost, na to pokopališče človečnosti. Naslednja stvar, da bom nakratko, koliko je Jana ura? Bom na hiter še, ker bomo takrat. Naslednje področje, na katero nas dejansko uvajajo skozi igre, je navajanje na fikcijo. Tu bomo omenjali monopoli. Saj veste, kdo štampa denar. Zvezne federalne rezerve so v privatnih rokah. Dejansko dolar ima ceno, kritje denarja je barva pa papir, pa naštempajo denar. Papež je v zadnji okrožnici v sredo rekel, kako nedopustno je, da v kriznih časih si lahko nekatere države naštempajo papir, nekatere so pa od njih odvisne. Monopoli. Ampak monopoli dajo ti igrico in potem kupuješ hotele, pač eni so lastniki hotelov, letališč, eni so pa noter delavci. In tam si tiste papirčke delijo, ja, čist tak je. Ampak če pa nimaš čistega kovančka za 2 evra, pa si ne moreš kupiti kruha. To je globalna manipulacija. Kako nas dejansko in ustvarjanje kriz, kako se ustvari finančna kriza, globalna kriza. Čist preprosto, zapreš dotok denarja. Čist preprosto in ustvariš krizo. Ampak veste, ti strokovnjaki se ukvarjajo z dogajanjem na vrhu ledene gore. In potem res znanstveno proučujejo, kaj se tu dogaja, ne proučujejo pa dejansko, kaj vse to nosi. Kakšna je globalna manipulacija, kakšna je dejansko ta globalna izkrivljenost. Kateri smo pa odvisni. Kaj rešuje? Ironizacija. Samo ironizacija. Tisti, ki imate talent za ironizacijo, ozaveščajte in ironizirajte. Naš čas je čas, v katerem so umrli politični vici. Mi nimamo več šal, iz katerih bi se dejansko norčevali iz norosti politikov. V času, ko ni bilo demokracije, so te šale živele. Danes, ko je demokracija samo fikcija, pa šal ne sme biti. Vse norosti moramo imati za res. In oni nas kar naprej rešujejo in mi jih gledamo kot bogece, namesto da bi jih ironizirali. Norosti. Ampak se veste, se tudi o ironiji smo govorili. Ironija, ki osvobaja, temelji na samozavesti. Mi moramo vedeti, v Sloveniji je to pa to pa to pa to dobro, 5-1, kot pravi gospa Gabi Čečinovič Vogrinčič, in ko zavestimo, kaj je dobro v ekonomiji, v družbi, v vašem kraju, v vaši ustanovi, daš v ironizacijo tisto eno, za katero je pa že čas, tisto eno norost, za katero je pa čas, da prerastemo. Mi pa vse jemljemo resno. Tudi o dvornih nočkih smo že razmišljali. Danes ni čas za to. Ampak toliko tega norega je. Odkar so v 18. stoletju dvorni nočki izginili,
se je lahko norost uzakonila celo kot pametnost, celo kot modrost. Naslednje področje, zdaj zelo hitro grem naprej, navajenost na zaslepljenost in, zdaj pa ne znam prebrati, kaj sem napisal. Nič hudega, ja, to se zgodi, ne, tu sem imam pol slepe miši, pa domine omenjen, ne. Saj veste, zaprejo ti oči in pol te z glasovi skušajo zmesti, ne. Torej, temu se ne bom toliko posvečal, bom šel raje na naslednjo. Navajanje na brezčutnost, to bom se pa malo ustavil, ne, človek ne jezi se, je ena od takih stvari, ne, ker se zdi čisto nedolžna igrica, ampak kaj ti v nezavezno, kakšne koncepti ustavljajo, ne? Važno, da poskrbi za svoje, ne? Da svoje spraviš v bajto, za druge baš te boli, preskoči, še boljše pa, če jih zbiješ. Ampak oni se ne smejo jeziti. Ne? Mi pravimo, v Indiji imajo te kaste, ne? In pari morajo biti čistihi, vdani v svojo usodo, nič ne smejo protestirati. Tudi pri nas, recimo, da sem bral intervju z gospo Gabi Čečinovič v Grinčič, v oni 45,000 revnih otrok, oni morajo biti tiho, nič se jeziti, ne? Nič protestirati, da je to mogoče pa glede družbene ureditve kaj narobe, ne? Tiho bodi. Vas smo zbili, vas smo ven vrgli, vi ste v coni revežev. Sreča, mi še pa nismo. Hvala Bogu, rečemo celo, ne? Bogu se zahvaljujemo za to krivičnost, ne? In smo tiho kot riti, sicer nič čudnega, ker so nas že od malega navajali, da človek ne jezi se, ne? Oni se ne tak mora biti. Mi v hiši, mi v jahti, na svetu, kot sem rekel, Anica Mikuš-Kos navaja dejstvo 22,000 otrok, jaz sem imel preverjen podatek 36,000 otrok, en možakar, ki ima zelo dober uvid v ozadju, pravi 50,000 otrok na tem svetu, vsak dan umre zaradi revščine. Sej so tiho, se v njih nič ne slišimo. Ne? Slišimo pred nami postavljajo tiste papeke, ki se grejo na leve pa desne, pa manipulante, pa tiste, ki zdaj očitno hočejo nekaj skozi to krizo doseči, ne? Tem nam poročajo, o njih pa molčimo, ne? Mi smo tiho, oni morajo biti tiho, naj tiho umirajo in naj nas ne motijo. Ta COVID virus bo pač povzročil še 42,000 dodatnih smrti med temi, ampak ne, Bogu hvala, mi bomo nekako ven že zlezli, ne, mi bomo, ne, veste, človek ne jezi se, mi bomo, hvala Bogu, to zimo preživeli v topli sobi, vsi naši domači so not, hvala Bogu, če pa zunaj zmrzujejo. Ja, vse so nas navadili na to, ne. No, sicer jaz nisem nobenega zbil, jaz sem vse samo preskočil. Jaz nisem v tisti klasi 45,000 revnih otrok, jaz sem, hvala Bogu, na toplem, ne. Človek ne jezi se. Tako nedolžna igrica, ne. Skozi, kaj v naši glavi legalizira. Ne? Ali pedagoški delavci ozaveščajo, kaj sega na nezavedni ravni preko te igre v glavice otrok, kakšno shemo vzpostavlja za situacijo, ki je potem legalizirana v tem svetu. Ne, mi se to ne gremo. Mi pišemo doktorate z drugih področji, tam, kjer je manj sporno, ne. Domine, to so celo menda v nekem kloštru pogruntali, zelo zanimivo zadevo manipulacije, ampak ne bom o tem navajal, domine so že prejšnjo, ja. Mikado, ne, torej palčke, se veste, rečemo, ja, vaja koncentracije, ne. Ja, ti gledaš drugim pod prste, da ga vržeš ven iz igre. Saj se da fino dejansko utemeljiti, pedagoško upravičiti mikado, ne. Saj je tudi to spretnost, ampak če bi bila ta igra konceptuirana kot sodelovanje, dopolnjevanje, skupno sodelovanje, ne pa izključevanje, bila čisto fantastična. Dokler pa ti gledaš pod prste, da boš onega iz igre ven vrgel, da boš več točk ti pobral, je izključujoča tekmovalnost. Ampak zopet ni nič spornega. Saj smo se že mi tako špilali, pa imam napisan še to gnilo jajce, ne. Saj veste, ne, glavno, da ti nisi gnilo jajce, da pa podtakneš to drugim, je pa pravi užitek, ne, če ti to uspe. Ne.
Kako smo srečni, ne? Ko smo mi srečni, drugi pa je gnilo jajce. Majčken sem krut, ampak veste, zadeve so najbolj krute, ker mi teh zadev nimamo ozaveščenih. To je najbolj kruto. Ker slepo sledimo in se ne sprašujemo. Zdaj je pa čas prebujenja, ozaveščanje. In ti si ključni člen tega ozaveščanja. In jaz. Ali bova ozavestila in ali bova ne se razkurila, ampak ironizirala. In verjamem, da imate nekateri tukaj prisotni izjemen talent za ironizacijo, ki ni žaljenje, ampak je v službi preraščanja. Ki znate na podlagi tega, da ozavestite, vredno pritisniti na prav način tisto tipko, ki skozi ironijo izničuje to, kar je norost. Zdaj pa nimam več časa, kaj svetuje Platon, s tem smo že tudi razmišljali, glasbo vadite, pravi Platon, glasbo. Ne? Pripovedujte otrokom zgodbe, kot so stare ljudske pripovedke, tam imajo zakodirana ta prava sporočila. Sodobne pa so mnoge manipulativne. Glasba, tu se pa ne more zmotiti. Štiriglasno petje, vsak glas, alt, sopran, bas, tenor, vsak glas šteje. Ima polno vrednost. In vaditi glasbo pomeni vaditi usklajenost za skupni cilj, harmonijo. In to je poslanstvo človeštva. Naj zvoni temu poslanstvu, naj se poglablja človečnost. Ja. S tem bom jaz končal. Če ima kjer kako vprašanje, jaz verjamem, da sem vam danes z marsičem šokiral, ker verjetno ni človek ne jezi se med vami nihče tako razmišljal, tudi o monopolju ni tako razmišljal, da dejansko je manipulacija čisto očitna, ne? Ampak skozi to bomo postopoma šli, utemeljevali, osvetljevali in poglabljali, pa debatirali. Če ima pa danes to kako misel, vprašanje, spoznanje, svoje razmišljanje, bom pa hvaležen. A sem vas fejst razkuril? Ne? Ne? Pol je tako dober. Ja. Igre, ples, igrivost, ples. Tam v tezah o izobraževanju postavljam pred pedagoške znanstvenike, da jih domislijo. Ne? Kajti zelo lahko je domisliti igre izključevanja, kjer boš ti zmagal, drugega pa vržeš, to lahko gremo mimo luže, pa se domislimo, kjer bo kjerega v lužo zabrisal. Ne? En bo zgubil, en bo blatne, en bo v dreku, drug bo pa čist. To ni težko. To znamo, to smo vrojeni. Mi smo vrojeni v svet dvojnosti. Na našem pa je, da domislimo igre dopolnjevanja in sodelovanja. Nekatere pa imamo. Je recimo uspenjanje v hrib, kjer drugega podpiramo. In spodbudiš otroke, da tistem, ki je težji. Je to, da imamo otroke s posebnimi potrebami v naši sredi in so dejanski spodbojevalci socializacije in srčnosti, ne pa da jih vržemo ven in damo sam te, ki so sposobni tekmovanja. Razumete? Mi smo elementi sodelovanja, dopolnjevanja srčnosti izvrgli iz koncepta. Ne? Otroci s posebnimi potrebami bi morali biti kot prisotnost za srčenje v naši sredi, kot prisotnost srčenja. To mi je pravila Desa Muk, ki je delala v vrtcu, kjer so bili otroci mešano s posebnimi potrebami in tistimi, ki so bili običajni. Ne? In reka, sporedna skupina je bila, pa so bili pa sam čisti. Ne? Reka, kako globjo empatijo so razvili ti otroci, ki so živeli z otroci s posebnimi potrebami. Da sem poslušal oddaja Hudo, je bil neki Marko, ki prireja tabore, kjer so tudi otroci zato, da se srčijo. Razumete? Mi potrebujemo element srčenja, dopolnjevanja, sodelovanja. Mi smo pa te elemente ven izvrgli. Ples, ker se uskluje. Jaz sem štorast, ker sem dislektik, jaz hodim po nogah. Ne? Ampak bi pa, tudi za petje nisem najbolj, ne? Ampak nekaj bi pa že našli. Ne? Bi me pa v hribe, ne? Ker bomo drugemu podpirali, da bomo vsi dospeli do nekega vrha, do skupnega cilja, moramo biti na navezi, podpirajoči se. Ne pa, da štrike režemo drugemu. Ne? So igre, glasba. Glasba ni samo kot predmet pomembna, da ti fajn poješ, ne?
vem, da za eni gimnaziji v Ljubljani so v prvem letniku morajo iti vsi v zbor, ne glede, a ima posluh ali ni posluh, ne? Zato, ker je glasba tako pomembna kot vaja usklanjevanja, dopolnjevanja, ovrednotenja. Tudi tisti, ki ima perfektni posluh, kam bo mene postavil, ne? Da bom pa tudi element znotraj, pa čeprav nis neka posebna kvaliteta. Ne? Razumete? So. Ples, vzponi, glasba sploh, igrala, tolkala, se v vrtcih imajo, ne? Da zdaj pa vsak po svoje, zdaj pa poiščemo skupno melodijo. Ne? Platon je govoril o pomenu glasbe za sodelovanje, dopolnjevanje, usklajevanje v harmonijo, da bomo skupaj zazveneli lepo. To je cilj človečnosti. Ne? To naj bi bila podoba sveta v raznolikosti, da bomo skupaj zazveneli v harmoniji. Dvobojevati se znamo, sodelovati se moramo pa naučiti. Igre ne smejo biti tiste, ki nas dejansko uvajajo v izključevanje, ampak smo poklicani k sodelovanju. Jaz sem pa zdaj pomislil, veste na kaj? Da sem pozabil poklicati mojega soseda, da da kapri večerjo. Vidite, kakšen zdaj, no, bom tole naredil, če ima še kjer vprašanje, še kar naj da, me je pa kar pogrel. Kaj ti gospa bodo jezni? Mislim, ne, razočaral sem jo. A vidite ta odnos, ne, ko te prizadene. Ne? Ja. Čeprav danes je bila že na paši, ker je glih fino, ni več obadov, ne, je prav uživala, danes kar veliko. Ubirala je med drugim tudi jabolke in slive, vse, kar doseže, poje. Ja, tako. Ma še kdo? Kar povejte. Ja, to je mistika, to je duhovnost. Ja, sem imel tudi v teh dneh pogovor s človekom, ki nista religiozna, sta pa mistika. Ne? Ravno zato, ker dejansko sta vstopila to, kar je svetovano bilo v Delfih, v notrino lastnega jaza. Ker sta zaznala, da potrebujeta tudi na duhovnem nivoju potešenost. In sta zaznala tisto, kar imenujemo Bog, lahko bi imenovali tudi drugače, da ima dejansko moč potešitve, duhovne umiritve, da je duh, da je spiritus, ki dejansko duhovno in da je ljubezen, ta spiritus je ljubezen, caritas, ki umiri, poteši našo najglobljo bit. In da iz te duhovne potešenosti, kjer se dogodi ta mistična enost, lažje potem živiš enost v svetu dvojnosti. Ne? To je, zame je Bog to, ne. Jaz preraščam predstave. Tudi Jezus je samo na človeški način spregovoril svetu o svetem, ne. Tako da je pač človek neki kapiral, čeprav živimo čisto mimo, ne. Ja, enost. Ja. To je tudi vaja, glasba, ne. Ker ta raznolikost pride v to eno, ker mi se tako usklajujemo po notranji prijetnosti, ne. Reče en posluh, ne. Ampak gre za tisto notranjo prijetnost, potešenost, ki je v harmoniji, ki je v sožitju, ki je v ljubezni, ki je v sveti enosti, v kateri ni izguba drugosti in drugačnosti, ampak postane igrivost. Ne tekmovalna, izključujoča igra, ampak igrivost v dopolnjevanju in sodelovanju. Tudi to so imeli že Rimljani, to so imeli Slovani, so vedno povezovali bogove, ne, izraze Božjega v trojstvo, tudi krščanstvo, da bi nakazali to igrivost v odnosu enosti, ljubezen. Ne. Hvala vam. Tako. Da smo pa prekoračili že ves čas. Smo. Jaz se vam zahvaljujem za vaše potrpljenje, pa za pozornost, pa da ste prišli, pa da smo skupaj razmišljali. To, kar smo razmišljali, v tem je veliko nedorečenosti, ampak samo zato, da domislite naprej vi, ne? Ampak v smeri te enosti, harmonije, človečnosti. Ne? Tako, hvala vam.